Ni nas malo takšnih, ki obožujemo avte. In čeprav se vedno ne strinjamo z vsemi odločitvami znamk, moram priznati, da ponudba znamk in modelov še nikoli ni bila tolikšna. Evropskih avtov pa po drugi strani skoraj več ne dobimo na test, kot da so postali neka eksotika, to je prav bizarno. Zato nam ne rabite pošiljati mailov, da jih ne testiramo, če pa jih sploh ni. Mislim, poglejte, kaj imamo trenutno v uredništvu, pa dva sta parkirana še v naši podzemni garaži. K sreči pa boste v današnji oddaji videli še nekaj avtov iz tiste, recimo temu stare šole. Volvo XC90 je že eden takšnih. Matej je vozil še vedno evropsko Astro, videli boste, kako zelo dober avto je Toyota CHR+, izvedeli, zakaj so lahko avtomobili tudi lepi, kako se škatla znajde med policami, pri nas na obisku je bila tudi ena zvezda, za začetek pa k našim južnim sosedom. Opel Astra je avto z zelo bogato zgodovino, če štejemo tudi vse predhodnike. Zgodba se začela že davnega leta 1936, ko so dobili prvi kadet, ker takrat mene seveda še ni bilo, niti kot ideja. No, 90 let kasneje pa imamo že prenovljeno Astro L. Marsikdo bi si mislil, da takšni avti niso več popularni, ker vsi kupujejo samo še križance in tudi Opel je dobro zastopan med njimi, saj ima Mokko, Frontero in Grand Land, za katere bi lahko rekel, da nekako odžirajo kupce Astrama. Dvojina, ker mislim na klasično kombi limuzino in karavan, ki mu pri Oplu rečejo Sports Tourer. No, vseeno je še vedno prodanih 30% takšnih nižjih avtov, zato se jih še vedno splača razvijati. In če vprašate nas pri volanu, so za večino voznikov boljši, ker so bolj udobni in veliko lepše se peljajo. Ampak okej, ker skoraj vsi radi višji sedite, je logično, da se tisti potem tudi boljše prodajajo. Prvič se je ime Astra pri Oplu pojavilo leta 1991, ko je model zamenjal prejšnji kadet in ko smo mi dobili svojo državo. Astra F je bila to, gotovo se dobro spomnite, ker se je tudi pri nas dobro prodajala, trenutna generacija se imenuje pa Astra L. Prvič sem jo videl letos v Bruslju in moral prav dobro pogledati, da se sploh opazil kakšno novost. Zdaj vem več, ker so mi oblikovalci povedali, da je sprednji del povsem nov. To imenujejo osvetljen kompas, ne? Tukaj na sredini. Ideja pa smo prvič videli lani na tem konceptu Corsa GSE Vision Gran Turismo na salonu v Münchnu. Čeprav je v centru pozornosti tukaj osvetljen Oplov logo, imajo tukaj največjo vlogo Oplove luči Intellilux HD. Imajo kar 51.200 svetilnih elementov za perfektno osvetljevanje ceste, obenem pa senzor tamle gor zaznava znake ob cesti in tam zatemni osvetlitev, da se ne blešči preveč. V praksi so povedali, da pri 80 km/h 30 do 40 metrov prej opaziš objekt zaradi teh luči. Pri ostalih stvareh Opel stavi predvsem na enostavnost. Še vedno je tukaj nekaj pravih gumbov, potem 10-palčna zaslona sta po novem na ohišju iz magnezija in imata menije z mačkan drugačno grafično podobo. Tukaj so uporabili satenasto sivo plastiko, na kateri naj se ne bi poznale praske. Sedeži so pa že od drugega nivoja opreme naprej ergonomski in jih res lahko pohvalim, ker imajo dobro oporo tam, kjer jo telo potrebuje, da niti dolge poti ne bodo problem. Karavan je za tisti, ki potrebujete velik prtljažni prostor. Od tega gre 1634 litrov, če podrete zadnjo klop. Ampak ta zelen karavan oziroma Sports Tourer je tukaj električni. In takšnega pri nas ne bo. Sploh! Zanimiva odločitev v današnjem času, ampak Slovenci vseeno še nismo toliko za električne avte, zato so se odločili, da bo pri nas v ponudbi dizel. Ja, 1,5 litrski turbodizelski motor s 96 kW bo še naprej v ponudbi, to je 130 konjev, kupovala ga bodo pa predvsem podjetja. Večina bo pa skoraj gotovo izbrala hibridno varianto z 1,2 litrskim benzinskim in manjšim elektromotorjem, ki imata skupno sistemsko moč 107 kW, to je 145 konjev. Še višje na lestvici pa je priključni hibrid, takšnega vozim zdaj, in ta ima po novem majčkeno večjo moč, 144 kW, to je 196 konjev, pa tudi večjo baterijo s kapaciteto 17,2 kWh za mal večji električni doseg. Zanimiv je bil še podatek, da je povprečna poraba goriva tukaj pri čisto prazni bateriji 5,4 litra.
Pohvalili so se pa še, da je Astra še vedno nemški avto, ker je oblikovan, razvit in izdelan doma v Rüsselsheimu v Nemčiji, čeprav si tehniko deli z ostalimi avti iz velike skupine Stellantis. Astra ima svoje mesto. Na tej premieri sem dobil občutek, da so Nemci končno spet malo zadihali, odkar ima skupina novo vodstvo. In mogoče bodo njihovi inženirji končno lahko spet pokazali tisto, kar že zelo dobro znajo. A ne? Tokrat na Hrvaškem. Ja, v Šibeniku so našli lokacijo za tole premiero. Drugače pa avto se pri nas že prodaja, prvi bodo pa na naših cestah maja. A veš, da električno pa dejansko zdaj bo na voljo tudi pri nas? Vem, ja, sem zvedel, ko sem že prišel domov, ne? Ja. In sem že vse posnel in nisem mogel za nazaj spreminjati, ampak poveva zdaj. Ja, in meni je ful zanimivo to, da bo dejansko hibridna stala isto kot dizelska. Meni je še bolj zanimivo, da dizelska sploh bo v ponudbi. Ja, niso še menili cajti starih, dobrih, glasnih, smrdljivih. Dobro, redo je važno, da imamo izbiro, ne? Ja. Eni to želijo, oziroma celo potrebujejo. In zato bo v današnji oddaji veliko različnih avtov. Za tiste, ki imate radi klasiko, Volvo. Volvo še naprej suvereno nastopa v segmentu velikih SUV-jev, kjer se mešata prestiž in uporabnost. Včasih smo se navduševali nad velikim XC90, ki ga je zdaj doletela prenova, no pred kratkim pa je ta dobil še električnega brata z oznako EX90. Kljub številki 90 pri obeh modelih ne gre za isti avto, saj sta zgrajena na različnih platformah. Če uporablja XC90 na papirju že staro, več kot 10 let je namreč ta generacija na cestah, je pri EX90 popolnoma nova, ker gre v tistem primeru za električni avtomobil. Povem samo zato, da jo ne boste mešali, ker jaz vozim zdaj še bolj tradicionalni XC90, ta je torej za tiste, ki imate še vedno radi klasiko. Tega poganja turbobencinski dvolitrski štirivaljnik, ki so mu ob prenovi dodali še 48-voltno omrežje, s čimer je postal blagi hibrid, da je vse skupaj malo bolj odzivno in da se lepše zaganja motor, potem ko se ponovno vklopi. Čeprav bi marsikdo pomislil, da je takšen motor nekam majhen za ta avtomobil, ima vseeno 184 kW moči, to je 250 konjičkov, do 100 pa pospeši vsega 7,7 sekunde, tako da počasen ravno ni. Je pa za zahtevne rešitev v bistvu zelo preprosta. Različica T8. Tole je priključni hibrid, ki ima 335 kW moči, to je 455 konjev in 709 Nm navora, zato vleče kot bik. To veste zdaj, ker sem vam povedal, sicer pa razlik najverjetneje niti ne bi opazili. Ker je številka 90 pri Volvu rezervirana za največje modele, je seveda XC90 zelo velik. Samo 5 cm manj od 5 metrov ima in se mi zdi, da na parkirišču kar požre ostale avtomobile, ker je tudi visok in širok. To se pa pozna potem tudi v prostorni notranjosti. Se mi zdi, da se jaz kar izgubim tukaj notri, ampak je okolje tako prijetno, da v bistvu sploh nočem ven. Velikokrat nas sprašujete, če se res splača doplačati za še en avto denarja, za v bistvu močnejši motor pa bolj bogato opremo, če se pa z obema avtoma potem lahko odpelješ od točke A do točke B. No, kdor se tako sprašuje, se mu seveda ne splača, kdor ceni vse, kar dobi za dodaten denar, bo pa nedvomno zadovoljen. Dobro, eno je večja moč, drugo pa vse te malenkosti, recimo res hudi materiali tukaj noter, ali pa ozvočenje Bowers & Wilkins, že v tistem B5 je ozvočenje Harman Kardon precej dobro, tole pa špila, da ti kar srce zaigra. Zaslona v času pretiravanja pravzaprav sploh nista velika. Ta tukaj pred mano ima 12,3 palca, ta sredinski pa celo samo 11,2, pa se mi pravzaprav nikoli ni zdel premajhen. Sam bi sicer imel nekaj več fizičnih stikal, ker se skoraj vse opravlja preko tega zaslona, nekaj so jih pa vseeno pustili. Te tukaj so mi všeč in všeč mi je, da so v bistvu pustili tudi klasična stikala tukaj le na vratih. Sedež ima pa res vrhunsko masažo, sploh se nikamor ne pelje več brez vklopljene, zato sem se tudi sam zagrebil za T8, ker testni B5
nima te masaže. V tem avtu boste dobro sedeli tudi zadaj, ker je okolje prostrano in zelo svetlo, imata pa oba tokrat na XC90 7 sedežev, če bo tam le zadaj treba prepeljati še koga bolj za silo. Za oblazinjenje so uporabili recikliran poliester, torej plastiko, s čimer v bistvu želijo poudariti, kako pomembno je za Volvo okolje. Medtem ko je najbolj fancy oblazinjenje tako napa usnje, ki v bistvu tudi zelo lepo diši. Vsi dišijo pravzaprav vsi novi avti, ampak v Volvih je vedno en tak specifičen von, zelo diši, pa ga ne znam definirati. Poznavalci boste takoj prepoznali novo masko, ki deluje moderno in skladno, še vedno pa mogočno in prepoznavno. Nove so tudi matrične luči, ki se prilagajajo prometu, no tiste zadaj so pa malenkost zatemnjene. Zanimivo je, da dodatne pakete opreme imenujejo Bright in Dark, pa najprej nisem vedel, kaj s tem sploh mislijo, ker ta ima bolj svetlo notranjost, tist pa bolj temno, pa je ta v bistvu Dark, no potem sem se pa podučil, da v bistvu to velja za vse te letvice tudi okrog vrat. Evo, tukaj so črne, tam pa kromirane. Hecno je, da ima zdaj najmanj 20-palčna platišča, ki že na različici B5 izgledajo zelo dobro, ne pa tako dobro kot 22-ke. Jasno. Če je izgled res najpomembnejši, potem boste izbrali takšna, se pa z manjšimi lepše pelje, to je dejstvo. Lepše pobira vse luknje, tudi večje, čeprav imata oba v mojem primeru zračno podvozje, ki sicer vrhunsko deluje in ga absolutno priporočam. Volvo še vedno nima posebne želje biti dinamičen in športen, kar je velika prednost, da je potem vožnja lahko bolj udobna in umirjena, čeprav se z ovinki tudi ta precej uspešno spopada. Ena razlika, ki jo takoj opazim, je, da je takšen T8 skoraj 300 kg težji od B5, ker ima še en motor na elektriko tamle zadaj. Predvsem pa baterijo. Bruto grevanje 18,8 kWh energije, od tega je uporabne 14,7 kWh, nameščena je pa na sredini, da ne krade prostora prtljažniku, ki je ostal 650 litrski. Polni se z 11 kW na izmeničnem toku, ker je danes že en normalen standard, doseg na elektriko pa je v teoriji do 72 km, medtem ko smo mi po zimi v tišini prevozili okrog 40 km. Zanimivo je, da imata oba 4-kolesni pogon, ampak v popolnoma drugačni izvedbi. Če ima B5 bolj klasičnega s sklopko Haldex, ki po potrebi prenaša navor še na zadnji kolesi, sta motorja pri T8 povezana samo z žicami, tako da ob dovolj polni bateriji deluje samo zadnji, ki poganja torej zadnji par koles, po potrebi pa se vključi še sprednji bencinski, ki ima prav tako 2 litra prostornine, ampak večjo moč. Seveda je ta bolj prijeten zapeljati, ker bolj nežno in mirno speljuje, ter veliko bolj odločno pospešuje, ampak za normalno vožnjo res ne rabiš 455 konjev. Ja, gre. Vem, da tudi tako velikega avtomobila ne potrebuje vsak, ampak velik SUV je danes praktično na vsakem spisku želja. In Volvo ima tukaj zelo dobrega predstavnika, ki je kot največje hollywoodske zvezde na rdeči preprogi v svojih najboljših letih. Ampak tale zgleda pa bolj mladostno kot ti v teh svojih srednjih letih. Jojica, se greš ti za nami isto, no? Manj gub ima kot ti. Ja, sej, koliko imaš lufta? 8 let. No, Daj mi raj povej, kakšni avti so BYD, no. Ne vem, kaj te zanima, velikih je. Ja, vsi me zanimajo. Ok, no potem ti povem, da so pripeljali 9 različnih modelov k nam, 4 električne, 5 hibridnih, na voljo so majhni mestni avti, majhni križanci, veliki SUV, limuzine od 65 kW pa do skoraj 240 kW. Ja, zanimivi avti so to. Meni je še posebej všeč Yangwang U9, to je BYD-jeva prestižna znamka in to najhitrejši avto na svetu. 496 km/h se lahko z njim palaš. To bi ti rabo, da ne bi zamujal iz Konjice v Ljubljano. Ja, dvomim, da bi lahko bil kaj hitrejši, glede na to, da imamo toliko šleparjev, pa ogromno ljudi, ki se vozite 101 km/h po prehitevalcu, ne? Pusta, to še ena novost je pri nas, poleg tega tvojega Yangwana, tudi ta je električna, reče se ji pa Nissan Micra. Zdaj, Micra že 40 let na sceni, 6 milijonov so jih že prodali, v bistvu je pa tehnično ta nova enaka Renaultovi petki, kar pomeni, da je električen avto, 40 kWh ima veliko baterijo ali pa ta veliko 52, motor je 90 oziroma 110 kW,
pa res dobro izgleda, sem prepričan, da bo marsikomu všeč. Ja, meni je bil ful všeč, jaz sem ga lani vozil na Nizozemskem, mala poraba, zanimiv, zabaven, fajn je bilo. In v nadaljevanju vdaje boste videli še en zabaven Toyotin električni avto. Naša zvezda se bo zapodila med stožce, ti pa s svojo škatlo med police, ne? A greš večkrat škatlo med police? Velikrat, Ja, to je moj hobi. Imaš Ne res, doma? da bi se ukvarjal s čim drugim. Imaš škatle imam to. doma? Včasih smo avtomobilske segmente poimenovali nekako takole. Spodnji razred, spodnji srednji, srednji, višji in tako naprej. No danes pa kar s črkami A, B, C oziroma B SUV ali pa C SUV, kadar govorimo o križancih. Totalno brez domišljije in dolgočasno, vem. No, segment A so najmanjši avti, naprimer Twingo, Swift, Inster in podobno. Mogoče bi v ta segment lahko uvrstil tudi takšen box. Včasih bi ga gladko v segment B, zdaj so pa vsi avtomobili že toliko zrasli, da je ta 4 metri dolžine ravno nekje na meji. Ampak to pomeni, da je pravi mestni malček, ki se odlično znajde na mestnih ulicah, je pa res, da smo to pokazali že lansko leto, ko smo se z njim takole preganjali po Ljubljani. Obenem pa obvlada tudi prostor za majhen avto, jasno. Ampak sem tudi že lansko leto povedal in pokazal, da se spredaj in zadaj sedi dobro, da pravzaprav prostora ne manjka. Prtljažnik ponuja kar 326 litrov, kar je samo kakšnih 50 manj od Golfa, ki je 2 segmenta večji. No, ali pa enega pa pol. Toliko prostora je res super, ko se je treba odpeljati nekam dlje ali pa 4 potniki oziroma z veliko prtljage, ampak posledično to jemlje davek pri okretnosti. Oziroma, a ga res? Koliko majhen in okreten dejansko mora biti avto za vse tiste, ki iščete majhen mestni avtomobil, da za vas ne bo preveč naporen? No, sledi en hud test. Po mestu se ne bom več vozil, ker trdim, da ni nič težje parkirati takšnega boksa, kot pa 20 cm krajši avto. Če se ven zdi, je mogoče čas kar za avtobus, ker so parkirišča res povsod že dovolj velika in tudi kamere tukaj res lepo pokažejo, koliko je še do ovire. Zato imam težji test in grem med police. Tole je skladišče podjetja Cargo Partner in meri kar 40 000 kvadratnih metrov. Noro, koliko enega prostora. O kubikih v bistvu sploh nočem razmišljati, ker so te stalaže više kot 10 metrov, se pravi, imamo tukaj za približno 500 000 kubičnih metrov prostora. Oziroma, če še malo preračunam, za kakšen 1,5 milijona teh mojih boksov. Po teh hodnikih sicer švigajo viličarji z noro majhnim obračalnim krogom, ampak lahko vidite, da tudi jaz nimam čisto nobenih težav. To je pa slepa ulica, bo treba pa vzvratno nazaj. Tudi to ni čisto nobena panika, zato ker imam zelo dobre kamere vse naokrog. V bistvu lahko takoj pohvalim, da se slika čist nič ne zatika, tudi če gre malenkost hitreje. Ločljivost je dobra, predvsem mi je pa všeč tale kamera, ker ponuja tak pogled od zgoraj dol, kar je res fino. To pa omogoča zato, ker imam kamere vse naokrog vozila, nimam posebnega drona zdaj nekje nad sabo gor. Čeprav bi bilo pa fajn, ker bi pol lažje videl, kaj vse je na teh stalažah. Sem se res nagaral in je čas za kavico, potem pa dam še kakšno stvar v prtljažnik, ampak med tem se pa v bistvu lahko baterija malo nafila. Čeprav na takšni navadni polnilnici bi se prazna baterija napolnila šele po kakšnih 20 urah, torej tole nima res smisla. No, na hitri DC polnilnici se pa polni 60 kW moči, kar pomeni, da je v bistvu od 20 do 80% napolnjena v pol urce. A ja, 42 kWh ima baterija, kar pomeni, da je to dovolj za ene 4 dni šviganja tukaj po skladišču ali pa za 300 prevoženih kilometrov zunaj po navadnih cestah, zdaj, ko so temperature že prijetne. A si predstavljate, da bi imel tukaj navaden avto z benzinskim motorjem? To bi smradil po skladišču, bi prezračevanje delalo nadure. Tako sem pa štromar, čist tih, tako kot un viličar tamle. Evo, tole so mi pripravili, pa me prosili, če lahko dam v svojo škatlo. Oziroma v predalnik, se tudi to lahko pomeni boks. Ni panike, teh 28 kg bom pa res že dal v avto. In če prostora v prtljažniku ni dovolj, v bistvu naredim tole, pa dam
vse skupaj noter. Evo, ni panike. Potem pa previdno ven, da ne bom na tla narisal kakšnih črt. Čeprav ima motor samo 70 kW moči, je avto kar poskočen, ker je v bistvu lahek. Tako da, za v mesto je super, za skladišče pa tudi sem ravnokar dokazal. Zdaj pa direkt na Kitajsk. Dobro se spomnim, ker še ni toliko dolg nazaj, ko je Toyota govorila, da ni potrebe po električnih avtih, da se bodo oni rajši osredotočili na razvoj učinkovitih hibridov in vodika. No, pa je prišel val električnih avtov in seveda največji proizvajalec vozil na svetu ne more kar mirno gledati, kako gre vse mimo njega. Nekaj časa je trajalo, da so razvili svoj prvi pravi električni BZ4X, zdaj pa je tukaj CHR+, ki napada še veliko bolj konkurenčen razred C-SUV in seveda ima kaj ponuditi. V tem času so minile tudi prve porodne težave, ki so pestile prvi BZ4X, zato so Toyotini inženirji vmes močno izboljšali polnjenje, predvsem zelo učinkovitim predgretjem baterije. Pa tudi same baterije so izboljšali, da ne bo skrbi. Pazite to, Toyota je edini proizvajalec, ki ponuja na baterijo kar 1 milijon kilometrov jamstva. Me prav zanima, kdo jih bo toliko prevozil v 10 letih, oziroma če jih bo kdo, naj se kar javi, da poslavamo prispevek z njim. No, CHR Plus sem prvič videl marca lani, ko so Japonci napovedali vstop v ta konkurenčen segment električnih avtov, ki so najbolj uporabni za družine. Že takrat se mi je zdela zanimiva izbira imena, priznam, da meni ni bilo všeč, ampak že vejo, zakaj so se tako odločili. Baje je CHR tako prepoznavno in uspešno ime, da se uporablja kar tega, Plus pa pač pove, da gre za nekaj več, v tem primeru za mal večji avto in seveda za drugačen pogon. Čeprav nikjer ne piše na Auto Plus. Razen imena s svojim bratom nima pa ničesar drugega skupnega. Uporablja čisto novo platformo ETNGA, ki je, kot pove ime, namenjena električnim avtomobilom. Zelo so se potrudili pri torzijski čvrstosti, da avto deluje kompaktno in ima dobre vozne lastnosti, kar lahko takoj potrdim, ko sem ga prvič zapeljal prej. 17 cm je tudi daljši od navadnega CHR, če ga že s tem primerjam. Ta meri 4,53 metra, zato je znotraj precej več prostora, tudi takole za kolena, edin spodaj bi ga bilo lahko še majčkeno več za noge, ok. Pa tudi prtljažnik, ne, je 416 litri, v bistvu dosti velik. Ko ga pa takole gledam, se mi zdi pa, da je celo večji, ker ima toliko širine. Notranjost je dokaj enostavna in super izdelana, hitro se znajdeš, priznam pa, da mi oblikovno ni preveč všeč ta del z merilniki. To je seveda stvar okusa, čeprav si bo treba tudi volan znati nastaviti, da boste potem dobro videli na njih. Zame ni posebnih težav, ker sem poprečno visok, za kakšne nižje pa mogoče bo, bom Anžeta vprašal, ko ga bo vozil. Ima pa tukaj potem tudi dva prostora za telefon povent, pa nekaj pravih gumbov tukaj, pa tudi teli za klimo so ful enostavno dosegljivi, ker so vse bližnjice takoj na voljo. In še ena stvar, opozorilnik za hitrost se tukaj enostavno izklop in je mir. To. Tri različne moči boste lahko izbrali in dva različna pogona ter bateriji. Osnovni ima 123 kW, to je 167 konjev, sprednji pogon in baterijo z neto 54 kWh. Ta, ki ga vozim sam, ima prav tako sprednji pogon, ampak 165 kW, to je 224 konjev, in večjo baterijo z neto 72 kWh. Najmočnejši pa ima dva motorja in s tem seveda 4-kolesni pogon, moč pa 252 kW, to je 343 konjev in enako zmogljivo baterijo z neto 72 kWh. Tega vozim naslednjič. Torej, ta s srednjo močjo in večjo baterijo bo verjetno tudi najbolj zaželen, ker ima doseg povoljata pa kar 607 km z 18 palčimi kolesi. Prej recimo, ko sem štartu, je pisal, da ima doseg do 500 km po teh navadnih cestah, kar je zelo fajn. CHR Plus je od tale oddaljen okoli 185 mm, torej je lepo v povprečju vseh takšnih višjih avtov
Nikakor pa ni v povprečju po voznih lastnostih, ker moram res pohvaliti, kako lepo in nevtralno se pelje. Tehta malo po 2 tonama, ampak deluje lahkotno in tukaj vidim tudi dokaz, da so inženirji res dobro nastavili krmilni mehanizem, ker lepo čutiš, kaj se dogaja z avtom. To poudarjam, ker so se posebej hvalili, da so to nastavljali in očitno jim je uspel. CHR Plus je že tudi pri nas in bo verjetno končno tudi Toyota postavil med konkurenco električnih avtov. Jaz pa se že ogrevam za 4-kolesno različico, ki jo predstavim v naslednjem prispevku. Če me tale portugalski dež ne zalije prej. Zakaj pa nisi pokazal še 4-kolesne? Zato, ker mi je enostavno zmanjkalo časa, pa ker je lil kot iz škafa. Pa zakaj te hodiš na Portugalsko, če imajo slabo vreme? Ker vremena ne moreš zbirati, ne? Kak ne, poglej, kak je lepo tu, ali pa pri nas na Štajerskem je vedno lepo sončno. Ker je bil avto tam. Je pa če si rekel, da je tu. Ico, no, takrat je bil tam. No, očitno bomo šli v naslednji oddaji videli Toyota CHR Plus s 4-kolesnim pogonom. Tudi prvo zvezdo tej sezoni, ne? Ja. Silika je že pripravljena, spolirana, poligon je pripravljen, tako da juhu. Še predtem pa vidite naše testne voznice. Sam zvezda bo že zdaj v oddaji. Ja. Ker se je rekel, da CHR bo naslednji, pa tudi to. Ne, zvezda bo zdaj. Zdaj bo. Je pa vse logično. Po teh testnih Ja. voznicah. No? Moraš prav povedati, če ne folk narobe Pa razume. sej pa Tok cajta me že poznate, zdaj pa menda ja veste, kaj mislim, ne? Ja, še jaz ne vem. Mi vedno govorimo o avtih in podajamo svoje mnenja. Vemo pa, da obstajajo ljudje, ki imajo drugačna mnenja. Zato smo povabili naše gledalke, da nam one iz prve roke povedo, kaj pa je njim všeč. Ta prva barva, potem oblika, tudi velikost. V bistvu zelo hitro opazim, kako se barva ujema z dizajnom avta, zato ker nekateri dizajni se mi tudi slučajno ne ujemajo s tisto barvo, nekaterim pač bolj paše, nekaterim manj, ne. Barvo, obliko, pa da je tak, manjše, kaj je boljše. Zakaj je to boljše? Ja, lahko ga parkiram kamorkoli, pa tako bolj je taka gilen. Za mene boljše. Kak more biti avto, da je tebi všeč? Ja, fino bi bilo, da bi imel kakšne senzorje za parkirati. Da je dovolj močen, bom rekla, da imam dosti prostora zase, da nisem preveč noter utesnjena. Kakšen se ti pa zdi tale rdeč Lexus LBX? Lep, ni prevelik, ni premajhen. Meni je všeč. Meni se zdi tak eleganten, modern. Za nekoga, ki bi si želel nekega manjšega SUV-ja, pa da bi še vedno izgledal prestižen. Gre se zaradi v bistvu oblika, to je to prvo, kar je. Deluje mi tako eleganten in hkrati še malo luksuza je. Jaz vidim luksus na njemu. Torej, kakšen se ti zdi LBX? Mehak je, udoben je, imam občutek, kot da bi sedela na oblaku, tako, kot da bi sedela, ne vem, v še enemu drugemu prostoru, ne samo še enemu avtu, tako, res je, poseben je. Zdi se mi tak modern, eleganten, ko se noter usedeš, daje tak občutek kakovosti pa udobja. Všeč mi je. Tako bi rekla, da ima detajle poštimane oziroma tak eleganten je. Zdaj, če voziš 18 let staro Astro, pol je to kar nek napredek, ne? Zdaj, notranjost je tudi, kot smo prej ugotovili, zanimivo, barvna, drugačna, Ja. lušna. Kako pomembno ti je, da je notranjost res taka prefinjena? Zato, da je malo drugače. Da ni, ne vsa leta, ko so imeli avtomobile, so bili nekako vsi podobni noter. Ja, jaz bi izbrala drugačno, ampak okej. Kakšno bi izbrala? Definitivno kakšno bež, bolj nevtralno barvo. A gledate na to kot na nakit ali pa na kaj take? Ne vem. Ja, jaz nakita glih ne nosim, ampak v avtu pa hitro opazim, kakšen je. Pa se mi zdi tudi to nek dodaten plus, no. Ugotovila sva, da je Lexus LBX drugačen od ostalih, ne? Ja. Zakaj je to fajn? Navtip, materiali, tako oblikovan noter, tale zadeva. Sredinska konzola. Sredinska konzola je tako lepo oblikovana, ekran je ravno prav velik, ni prevelik, ni premajhen. Zdaj ne bom sklepala po sebi, ampak nekatere so take, da hočejo tudi malo izstopati s svojimi avtomobilčki. Nekaj kilometrov so prevozila. Kakšen se ti zdi LBX kot avto? Da je tak mehak. Da je udoben. Ja, da je udoben, mogoče ni to, kot te, se mi zdi, da kakšni nemški avti so ful bolj taki. Trdi. Trdi, ostri, bolj moraš biti grob, no. Tukaj je pa tako v redu. Lahko? Boljš, lahkotno, to sem iskala. Zelo je tih, mehak,
da ga združuje praktičnost, eleganca. In to samo zaradi tega, ker je, bom rekla, hibrid. To pomeni, da prišparaš pri vožnji, se pravi z gorivom. Kar se tiče notranjosti, sem tudi rekla, da je lep, eleganten. Daj mi zdaj malo povej, no, prvi vtis po vožnji, kako je bilo? Super je bilo, meni je bilo všeč, uživala sem. To je avto za ženske, jaz pravim. Meni je pisan na kožo. Udoben, tako sproščen. Zdaj na koncu si mi nekaj še posebej izpostavila pri LBX-u. Ja, avto je ful lepo pregleden. Pa meni osebno je všeč, ker je malo višji. No. Odlično. Lexus se ti zahvaljuje, da si ga tako lepo vozila in ti podarja tole malenkost, da si boš zapomnila to vožnjo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Imaš nekaj japonskega, pa nekaj, česar ne moreš kupiti v trgovini. Okay. Boš pogledal doma. Bom pogledala. Nina, po čem te poznamo v Sloveniji? Po marsičem, ampak jaz bi rekla, da najbolj po glasbi. Povej mi, kater komad je pa najbolj primeren za čist vsak dan? A veš, ne glede na vreme, ne glede na razpoloženje, Nina Doneli, kater najbolj paše? Mogoče Zašto zato. Tebe poznamo še po enih drugih zadevah. Premalo ljudi mogoče ve, da ga res znaš dobro držati v roki, ne? Ja. Volan je v bistvu tvoj drugi dom. Je, pa mogoče včasih bil še bolj. Vozila sem kar, ne vem, 6 let ali kako dolgo karting, tako da ja, mi je hitrost kar blizu. In kaj si dosegla pri kartingu? Pa vozili smo tako po Sloveniji, kot pač po vsej Evropi. Bile so pač večkrat stopničke, tako da kar no, ena ful dobra izkušnja. Nina, zakaj si ti zelo dinamičen voznik? Mogoče zato, ker sem pač vozila karting, ampak bom rekla, da na začetku sem bila bolj, zdaj sem pa še bolj previdna, pač vedno bolj si starejši, bolj zrel, bolj si z glavo v prometu. Kako ti bo šlo na današnjem poligonu? Ja, glej, jaz ne bom, no pressure, upam, da v redu, da ne bom na zadnjem mestu. Že ful dolgo nisem vozila avta na prestave, ker imam že ful dolgo avtomatika, tako da jaz upam, da se bom dobro odrezala. Pa še eno kajlo smo ti dali zraven, veš? Nima servota. Dobro. Hodiš ka fitness? Ja, zdaj bolj malo, ampak ajde. Ok, lej, jaz držim pesti, pa verjamem, da mogoče si lahko pa tudi pri vrhu, glede na to, da si kart vozila toliko let, ne? Ne vem, bomo videli. No pressure. Akcija. Nina, kako ti je šlo? Slabo. Kaj pa je bilo? Ja, v rikverc ni šlo. Zakaj ne? Kaj je bil problem? Ja, ne vem, imaš eno pa dve nazaj in sem v sredinsko, jaz ne vem, pač. Ja, Sem sama sebe razočarala. kar nekaj sekund si tam zgubila. Kako se ti je pa drugače zdela proga? Pa v redu, se sploh nikoli nisem bila na tak poligonu, tako da evo, vse je prvič. Ok, koliko stožcev misliš, da si podrla? Nobenega, Dva si. pa nobenega. Dva si, to je... To je veter prevrnil. Ja, žal dvakrat po 10 sekund pribitka, ne? Na tvoj čas, kaj misliš, kje si? Ne vem, bolj doli. Lej, res te je pač tale rikverc, ti je fejst pokvaril cajt, ne? In sicer na koncu je vse skupaj s pribitkom 1:41:26. Slabo. Ja, rikverc, tu se pa res pozna, da je pač gre za skoraj 40 let star avto, ne? Kjer je treba vse malo bolj na trdo. Ja, ne? glej. Si zadovoljna vseeno? Pa ja, okej, glej, sej malo sem se pa zabavala, če ne druga, ne. Ja nič, to je to. Naslednji teden pa cajt za novo zvezdo. Super, čestite.
Hvala. Hej, se veš, zdaj jaz že tu dolgo nisem vozil tega avta, po mojem bi imel še slabši cajt. Z zvezdami nadaljujemo tudi v naslednjih oddajah, da bo ta naša lestvica čim bolj zanimiva. Že prihodnji teden pa boste videli čist novo Cupro Raval, ki jo je Matej že videl od blizu, Anže pa bo vozil največji Forting s prav posebej razkošno kabino. Če želite biti na tekočem, se prijavite na naš novičnik na spletni strani volan.si, vsak petek zjutraj pošljemo novice, smo pa tudi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!